debato. Mislim, da je bilo kar nekaj zanimivih iztočnic v samem položaju v šolah, v šolskem sistemu, različnih obdobij, ljudovske vere, tudi ljudsko-katoliške. Mislim, da je nekaj vprašanja, komentarje. Kdo pred mano? To je bilo predstavljeno predmetnik na normalki 1775. To je bilo celo pisanje računarja, odnostno, tako naprej. Nisem opazil, da je bil posebej verski pouk, ali je bilo to vse zajeto v te predmete? Ne, to je bila normalka. Ja. Verski pouk je bil še posebej. Še posebej? Še posebej, seveda. Še posebej verski pouk strani rabina. Medtem, ko normalki je poučeval plačan učitelj, ki je pač mogel dobiti, to nisem povedal, sem hitel, mogel pa dobiti dovoljenje nadškofijskega urada v ulici. Tudi še poučeval na judovski šoli, torej cerkev si je izborila toliko pravic, da je nadzirala zaposlovanje učiteljev na judovski šoli. Ko bi temu rekli, indirekten nadzor. Torej, brez podpisa nadškofijskega urada ni mogli kdo postati učitelj na judovski šoli. Kolikšen meri so pa tle nasprotovali, recimo izbiri judov, ali so večinoma potrdili to, kar so predali? Ja, zdaj so meni dokumentov, skalnih dokumentov. Pač prihajam iz območja, ki je bilo zelo dovzetno za uničenje arhivskega gradiva med prvo svetovno vojno, ko je to vrstnih dokumentov, ki bi v kurijalnem arhivu kurije kazali na kakršnokoli nasprotovanje, ni ohranjeni. Ne rečem, da ga ni bilo, dokumenti ne izkazujejo, tudi vključevanja sodobnikov ne kaže v tej smeri. Kaj je pač ohranjeno, da rečem. Reč pa ne vam povedati pač. Jaz bi za kolega Ramšaka, a ste morda delali tudi terensko raziskavo, kako je bilo pa dejansko na terenu, ker eno je to, kar je na deklarativni ravni bilo postavljeno. Ker vendarle so učitelji bili verni, ampak so to vernost skrivali, niso je izkazovali, mogoče imate kakšne take primere. Ja, kot sem rekel, na koncu žal tega nisem naredil te raziskave, bi to bi rekel, sigurno na ogromna raziskava za doktorat najmanj. Ampak se pa dobijo kakšni podatki, povratni informacije z terena, ki so jih dobivali. Recimo, zelo zanimivo gradivo je tudi z lokalnimi partijskimi sekretarji in potem tudi predočijo kakšne z terena, kaj se dogaja in potem recimo Popit je bil zelo z njimi, imel predavanje za njih ali Šetinc kasneje in svetujejo, kako naj se ozovejo in tudi v teh potem pride do izraza, da so recimo preštevali učence, kateri so verni, kateri niso, kateri hodijo, obiskujejo veru, kateri ne. In glede tega recimo iz partije jim dajo navodilo, da tega ne počnejo. Tako da tukaj, če poenostavim, bi rekel, verjetno vsa ta politika, ki se je dogajala na terenu, vse te nestrpnosti, vsi ti primeri, niso izvirali iz navodil partije, ampak so jih tudi na lastno pest marsikje uveljavljali, ker tu partija bi se celo potrdila, da je imela več problemov s svojimi temi bolj levo usmerjeni, če poenostavim, znotraj partije in je mogla bolj njih brzdati, kot pa spodbujati. Govorim seveda za poznih socializem, zgodnjem socializmu je malo drugače. Tako da tukaj je partija res delala na nek konsens, da si ne bi ustvarjala sovražnikov. So bili pa učitelji seveda, ker jih je bilo toliko in bi rekel ena skupina izobražencev številčno največja. In tu in tam je prišel tudi to vtisk, tudi Frankfurter Allgemeine Zeitung, mislim, enkrat o tem pisal.
In na to je bila pa partija zelo pozorna, ne, da ne bi prišlo v javnost ti podatki, da ne bi bila zaradi tega pod tem pritiskom iz tujine, ne, ker pravi tudi Zdenko Roter, sociolog, da je bolj kot nek izvirni laični premislek je partijsko politiko uravnaval tisti pritisk, ne bolj kot pa neka mnenje tudi lastnih slovenskih jugoslovanskih sociologov, ki so že takrat svetovali partiji naj spremeni to politiko. Ne. Tudi Roter je bil v tem zelo aktiven, čeprav morda da se mislimo tako. Jaz smem dodati osebno izkušnjo, ker je ravno šola in bo zelo zanimivo, bi rad Jaz sem bila na podeželski osnovni šoli leta 67 in v zimskih mesecih šola je bila na eni strani ceste, cerkev na drugi strani. In v zimskih mesecih smo imeli verouk v šoli, ker je bilo v cerkvi prekladno. 67. Tako je. Zato sem rekla, da je bilo dobro videti. Eno je, rekla so ti predpisi pa pisanje na tej normativni ravni, druge pa v praksi, kako se je pa v resnici ta razkorak dogajal. Moram reči, da sem rasla zelo blizu cerkve in vsej naša družina nikoli nismo občutili tega, da zdaj pa ne morem to, ker smo bili verni. Tako da bi bilo zelo koristno, če bi naredili eno primerjavo, čisto praktično, kako je bilo to na podeželju, pa kako je bilo v mestu. Tukaj je spet zelo težko neke generalizacije delati, ker je bilo zelo odvisno od lokalnega okolja. Kakšna relacija je bila duhovnika z nekom iz partije ali šole in tako naprej. Tukaj je cela plejada. Ampak po mojem tudi kadrovska zasedba mest je zelo, ne, igra vlogo. In tudi ta kontekst je pomemben, podeželje mesto, pa tudi samo širše okolje. Ne bomo se razmerili na Dolenjskem drugačne, kot so recimo na Primorskem. Bomo se razmerili na Primorskem ali pa v Vipavski dolini drugačne, kot so na Krasu, pa na Južnem Primorskem. Se pa srednje stalo, tudi še manjka nam številne kompleksne raziskave, ki bi to pokazali. Če gledam samo z našega okolja, ko je gospa vprašala ali pa dala istočnico, se ni spodobno učitelj hodil v cerkev. Vidno. Ampak je dobil pa licet, dovoljenje, tiho, da hodi v cerkve, ki so bile nekoliko bolj utaljene. Bom prevedel v laični jezik. Na Goriškem se je z učitelje, govorimo na Severnem Primorskem, se je z učitelje priznelo, da moje generacije 80 letih ne hodi v cerkev, ampak če grejo na Sveto Goro, pa na kapelo, na Kostanjenico, tam tja pa lahko, s tem, da in to ti bom lahko dali izročil, imam tu nekaj izgranih pričevanj samih učiteljev iz tega časa, ki so redno hodili v cerkev, ponavadi na prvi maši. Nekako nezaželjeno je bilo, da je šel ob 10 maši. Če pa šel na kapelo na Sveto Goro ob 7, pa ob 8, pa prvi, pa nišče mu ni težil. In to ni pričevanje tako samo enega. To so cele generacije, ki so to hodili naprej. Pa še ena osebna empirična izkušnja, če dovolite. Jaz sem produkt 80 let osnovne šole in sem pač doma rekel, ko sem bil star 10 let, da bom šel študirati zgodovino. In prva stvar, ki je rekla mama, je rekla, ne bo šel študirati zgodovine, ker ona njena percepcija pač, preproste ženske je bila, da zgodovina si učitelj, ker ne osnovi hoditi v cerkev. To je bilo leta 83-84, tam nekaj. Torej, sredina 80 let. Ne bo šel študirati zgodovine, ker boš učitelj, ne osnovi hoditi v cerkev. Ja, Vinko Hafner je ravno to izpostavil, da je morda med zgodovinarji največ vernikov. Mislim, da je tako govoril sicer na pamet, ampak je rekel 25-50%. Ampak, ja, je rekel, kaj, nimamo kaj zdaj s tem tudi, mislim, glede tega, da imamo zdaj te mlade učitelje usmerjati, da bojo pa bolj primerni. Te pa pustimo. Jaz bi tudi še en dodatek dal k tej skrivni hoji maši. Čisto osebno pripoved sem dobil gospe oziroma gospe sedaj, ki je nekoč, ki imajo v skrbi Šmarno goro, torej gostišče na vrhu. Rekla, znano je, da so še 10 let nazaj
hodili učitelji pač na pohod, na Šmarno goro, zato da so bili šli k manjši tja, ne? Vse tako je isto, ne? Ja, tako, pač, pa je bila stvar, ne? Smem še nekaj dodati. Namreč, jaz sem bila pač odraščala na taki lokaciji, da so bile tudi take izkušnje slišane potem od mojih staršev, da so tudi duhovniki bili zelo odprti in so na skrivaj krstili otroke, ne samo učiteljev, tudi potem še ena zgodba, mož, ki je bil partijski funkcionar, ni mogel biti boter nekomu otroku, je pa žena bila za to botra. In pa še v železarni, to moram povedati, v železarni, kjer je bil Gregor Klančnik direktor, je bilo kar precej vernih ljudi. Ampak tu je rekel, železarna je bila odmaknjena daleč od centra in oni se niso šli te kontrole, kdo hodi, kdo ne hodi. Zato pravim, da je bilo zelo dobro narediti, je težavno, ampak narediti primerjavo, kaj je bilo v praksi, eno je predpis, drugo pa kako je bilo pa res v praksi. In te zgodbe bojo zelo zanimive. Se tu bi na tem polju bi da recimo neka železarna je tehnična v bistvu pravzaprav. Veliko manjši nadzori bi pravzaprav v tehnični smeri, tako kot je povedal predavatelj, oziroma prav omenil, da recimo ni bilo problem poučevanja matematike, medtem ko so bile družboslovne predmete, ki vplivajo pravzaprav na miselnost otrok, pa so bile prepuščene predvsem učitelje, ki so šli skozi to marksistično ideologijo oziroma njegovo gledanje. Bi pa res imeli še vprašanje, recimo, koliko bi ste se naslovili pač res na to drugo obdobje, pozno obdobje časa. Recimo, učitelji so bili ven, kako je bilo potem, recimo ta nabor vzgoje učiteljev že prej, ne? Upis recimo na fakulteto oziroma na učiteljišče, kolikor me je znano, je bila tudi neka selekcija, ni bil vsak sprejet pravzaprav na učiteljišče, se pravi, da je ta selekcija je bila narejena, ali ni je bila samo uradno narejena, navidezno narejena, oziroma na kakšen način. Ker pač tam je bilo nekih takih, pa še eno stvar, sem hotela vprašati, te smernice, vse te dokumente, recimo, ko ste že vedeli, da so potem že malo bolj prepuščali pravzaprav vero ob strani, koliko so bili te dokumente, recimo, stvar pač neke mednarodnega pogleda na Jugoslavijo oziroma Slovenijo, in so bili to pač nekaj, kar javnosti pokažeš, medtem ko so bili recimo ustna navodila morda lahko drugačna, se pravi tudi ta razkorak med pisnim navodilom in dejansko pričakovanje, kaj kot učitelj si dolžan naredi, čeprav tega nikjer ne piše. In med drugim tudi štete, kdo pride k maši ali takega. Ker če smo pa konkretne izkušnje v 80-ih letih, leta 1883, recimo na Dolenjskem je bila stvar malo drugačna, že v takrat, če je bilo zelo zaostreno, kar se tega tiče. Recimo poznam primere, ko niso smeli se upisati niti na gimnazijo, in to je konec 70-ih, konec začetkov 80-ih let, ker so prihajali iz verskih družin in je bilo recimo tome prepovedano in onemogočeno. Ampak bolj vprašanje. Jaz bi mogoče tu še dodala, da je res treba biti pozoren na te medregionalne razlike znotraj slovenskega prostora, ker so to vedno bolj ugotavljamo lahko zelo velike. Recimo, če smo že na Koroškem, korošci zgodovinarji ugotavljamo, da pravzaprav se je Koroška v smislu prepletanja vere z vsakdanjim življenjem pravzaprav zelo razlikovala, naprimer od Dolenjske, ki ste jo omenili, pravzaprav vse skozi. Pač bi lahko rekli, da je razlika med življansko, pač okupacijskimi zonami in druge. Recimo, če sam povem primer, ki je popolnoma apolitičen, število nezakonskih otrok v deželi Koroški, v historični deželi Koroški je bilo 50% in več. Ne, prejšnji teden sem bila v štatu na Dunaju, sem našla sanitetna poročila za deželo Koroško, tam od 1900 do 1910, čez 50%. Ja, to je drug kraj. Seveda je drug kraj. Ampak to ni bil
javni problem. Zato, ker je bil, jaz sicer zdaj ne vem, ampak kolega, moj bivši prvi direktor muzeja, Alojz Krivgrad, ki je bil tudi zgodovinar, je v bistvu ugotovil, da je bil za deželo Koroško sprejet en predpis, ki je dovoljeval nezakonske otroke. In ker je bila tudi industrijsko zelo razvita Koroška, rudarji, železarji, se pravi težka industrija, je v bistvu bilo normalno, da kmeti niso dovolili hčerkam, da se poročijo z rudarjem ali pa železarjem, ki je moral dobiti dovoljenje od svojega predpostavljenega v službi, da se lahko poroči, ker sicer je bil neupravičen do zdravstvenega zavarovanja v bratovski skladnici. In seveda posledično... Ja, to je za Mežiško. Za Mežiško. To je v bistvu celotno deželo, ne? To ni bil samo... To je bilo splošno pravilo v delovskih okoljih, da mora dobiti dovoljenje. Mislim, da je bil glavni razlog dedovanja in delitev zemljiških posesti, ki je pa izvedel že od prej in je vse, celotne skupnosti so se pač okrog tega... Če se smem jaz odgovoriti, ja, na ta vprašanje je zelo dobra, hvala. Glede selekcije, moram priznati, da točnih podatkov nimam, kar sem pa zasledil je pa recimo potem politika podeljevanja štipendij. Tukaj so imeli en mehanizem, s katerim so lahko uravnavali, ker partija je takrat že ugotavljala trend, da se na pedagoške programe upisujejo dijaki iz nižjih slojev že, to se že vidi 70-80, ki so pa bolj verni, zato to dejstvo so sprejemali z rahlim problemom, ne v prevelikim, no. Tako da v poznem socializmu jaz mislim, da ni bilo več bistvenih ovir za študij. Potem pa glede razlike med temi uradnimi proklamacijami in prakso. Tukaj je zanimivo, da tukaj je partija, vodstvo partije je zagovarjalo, ko je enkrat sprejelo to stališče, ga je zagovarjalo na vseh nivojih. So hodili po terenu in so prav dali navodila, da je treba te, ki nasprotujejo temu, ki so sektaši, kot sem prej omenil, da jih je treba utišati in da je treba se držati tega vsezadodejevskega načela. In tako ta odstopanja so bila potem bolj mogoče stvar delovanja ravnateljev ali katerih drugih na lastno pest, bi si upal trditi. Glede razlik regionalnih je pa potem tudi precej od škofije zaviselo. Recimo v Kopru, kjer je bil škof Jenko, se ni najboljše razumel, oziroma se najslabše, izrazito najslabše s partijskimi oblastmi, tako da v Mariboru... Ja, tudi je bil primorski. To je bilo pa odnosno do njegove lastne duhovne. Ampak mislim, glede do partijskih oblasti in tako da recimo, ne vem, ko pa se šlo za kakšno vprašanje tudi v zvezi s šolstvom, recimo celodnevna šola je potem postal problem, ker jih niso več spuščali v Evropo. In recimo tukaj je pa v Mariboru je pomožni škof Grmič posledoval, je šlo pa dosti lažje. Koliko se vidijo drugje. Jaz bi to debato končala, ker smo s časom na koncu, čez 15 minut se začeli.